zavedamo, kaj je polovica počitnic že mimo. Se zavedate, deca, to? Polovica počitnic je že mimo. In pa tudi tabore so minile. Poč pa ne samo počitnice. Ne samo počitnice, poč pa tudi naše potovanje po tom planete Zemlja ide proti zaključke. Ne vem, če se vi toga zavedate ali ne, ali to je dejstvo. Naše potovanje po tom planete Zemlja ide proti zaključke. Glede življenja je Avguštin tok zapisal v enom svojom dele. Življenje je tek nasproti smrti. Tek, na katerem se nihče niti za trenutek ne more ustaviti ali zaustaviti koraka. Nobeden, niti za trenutek se na tom teke ne more zaustaviti ali ustaviti koraka. Vržem, kad ste se vitom, da ste bežali tiste 5 kilometrov, leko koji malo ustavili, pa te šli dole. Ali v življenje se ne moremo ustaviti niti za trenutek, poč pa idemo stalno naprej. In važno je, kako mi bežimo v svojem življenju. Pravite, kakšne cilje? Biblija, Božja beseda nam uči od dveh ciljev. Od dveh mestih preživljanja večnosti, te, da se tuzemsko življenje konča. Apoštol Pavel doguči od svojega življenja in namena svojega potovanja, guči tudi od vstajenja od mrtvih in pravi v Filipljanu 3. tale 13 pa 14 pravi tok. Ne mislim, bratje, da sem to dosegel. Torej sam ešte v tuzemskom življenju, ešte tu živim, ešte sam ne prestopil v večnost. Eno pa pozabljam, kar je za menoj in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj. Zaveda se, ka obstaja neka boljšega. In gledajte, ko je to, 14. veršoš, ter tečem proti cilju po nagrado, kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Ali ne to čudovito sporočilo, ka nas čaka ena nagrada od zgoraj, šteroj nas Bog zove v Kristuše Jezuše. In v prvom pismu Korinčanom 9:26 razlaga, ka ne se eno, kako poteka naše življenje, kakšno tekmo, ka tako povem, mi špilamo. Pravi tok, zato jaz ne tečem kar naslepo. Ne bojujem se, kakor bi mahal po zraku. Ne bežim naslepo, ne samo telko, ka nikad delam. Pač pa v 24. veršu še pravi, od toga tu, mar ne veste, da tisti, ki tečejo na tekališču, res vsi tečejo, da pa le eden dobi nagrado. Tako tecite, da jo boste dosegli. Vsak tekmovalec pa se vsemu odreče. To je zdaj tu tematika olimpijskih iger. Vsak tekmovalec pa se vsemu odreče, oni, da prejmejo venec, ki uvene, mi pa nevenljivega. Haleluja. Dragi moji, to je naše vipanje. Nevenljivi venec, který nas čaka pri našem nebeškom oči. To je tej pravi cilj, za šteroga se resnično splača ponucati svoje življenje, za šteroga se je vredno, čista se me drugome odrečte. In od toga uči tudi zadnje sporočilo iz Janeza 5:24, genom Jezus razodeva, kako dosegnete te nevenljive venec. In vstanemo, bi vas prosil, če lahko vstanete ob Božje besede in še enok preštejmo Jezušove besede v Janezovom evangeliji 5. tale 24. vrstica. Božja beseda tok pravi. Resnično, resnično povem vam, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje.
Nebeški Oče, hvala je Tebi za Tvojo drago svetu reč, štiri se nam tunjal kog vodilo za naše življenja. Prosim Te, pomore nam, ka Tvojo besedo razumemo, jo sprejmemo in po njej živimo, ka bi za istino prestopili iz smrti i življenja greha v grehe, v večno življenje, v Tvojo slavo, v Tvojo prisotnost. Daj nam modrosti, ka živimo sigdar tok, kog Ti pričakuješ od nas. Amen. Amen. 4 sporočila iz te vrstice smo že pogledali v zadnje nedelje. Dnes smo še 5. sporočilo, obečanje na pravilen odziv na Jezušove besede. Najprej smo videli, ko prinaša poslušnost ali neposlušnost tome, ko Bog pravi. Ne tome, ko človek pravi, tome, ko Bog pravi. In Adam se je vkuper z Evov odločil, ka ne da poslušam Boge, poč pa sta se odločila poslušati drugi glas, ko je prineslo v njuno življenje posledico. Namesto življenja sta doživela smrt. In te dole smo gledali, ko pomeni biti trdno pričvrščeni na Boga, na njegove besede, na njegove obečanje, vrvati tome, ko on pravi. Ko on pravi skozi njegovo drago sveto reč. In naslednje Božje sporočilo na pravilen odziv na njegovo besedo je, ka pripravlja za nas neka boljšega. Bog pripravlja, ima pripravljeno za nas neka boljšega večno življenje. In še nekaj je Božje obečanje za pravilno odločitev, pomilostitev. Pomilostitev, torej odpis krivde, ko nam je omogočil Jezus za svojim življenjem, za svojim trpljenjem, smrtjo na križe in slavnim gorstanenjem. In zaključek v toj vrstici, ena najveličastnejša stvar, ko je nagrada za pravilen odziv na Božjo ponudbo, je prestop iz smrti v življenja. Zadnjič smo že videli, kako je Pavel opisal naše stanje, naš položaj. V Rimljanom 6. ali 23. veršoš je tako zapisano: plačilo za greh je namreč smrt. Božja beseda nam to pravi, prestop iz smrti v življenje. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Ali ne to čudovito? Ta povezava Božje besede, ta povezava Božjega sporočila za mene, za tebe, za vsakoga človeka. In skozi celo Sveto pismo imamo na razpolago. Bog je ponudil človeku svobodo, ka sam izbere svojo večno bodočnost. Bog je ponudil človeku. Adam pa Eva sta napačno izbrala in sta na podlagi svoje odločitve prestopila iz življenja v Božoj prisotnosti v smrt. Dragi moji, zato je Jezus izpovedal te besede, zato je on postavil pogoje ali pravila, ka bi vsaki med nami imel možnost biti deležen skupnosti za vso večnost z nebeškim očetom. Zato Jezus ti to pravi, ka vsaki človek ima možnost izbire. Ne mislimo si, ka samo vlade toga sveta postavljajo pogoje, postavljajo pravila, štiri se je potrebno držati. Ne, edini pravilni, edini najbolj pošteni pogoje ali pravila prihajajo od Boga. Prihajajo od njega, zato je tako pomembna ta pravilna odločitev od štiri Jezus oči. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu,
ki me je poslal. Dragi moji, to je najbolje veselo sporočilo, poslušnost Božoj besede. Bog se je potrudil, da bi ga in ti leko živela v popravljenem odnose z njim. Adam in Eva sta te odnos pokvarila. Mi pa leko živimo v tom popravljenem odnosu z njim. In on to vsakome ponuja brezplačno. To je Božji milostni dar, večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. To, kako smo prej prešteli. Ko je to dar? Ko je to darilo? Koliko moraš ti plačati, kad dobiš eno darilo? Moraš kaj plačati, kad dobiš darilo? Ne. Ne, nikaj ne treba plačati. Zakaj ne? Da te što prinese darilo, je to že tvoje. Prinese pa stogi z darilom pred tjov, je to darilo že tvoje? Ne ještě. Ne, pravilno ugotavljamo. Ne, zakaj pa ne? Zavolo toga, ka si ga ještě ne sprijel. Ještě si ga ne zjel, ne si ga sprijel. Do darilo sprimleš je tvoje. Te je komaj tvoje in isto tak je, dragi moje, z večnim življenjem. S prestopom iz smrti v življenje. Jezus je to zagotovo vsakome, vendar si ga deležen šele te, do to v vere spremljaš. Do to v vere spremljaš. In v toj kratkoj vrstici, v teh Jezušovih besedah je ta čudovita spodbuda za vsakoga med nami. Za čista vsakoga. Kdor? Torej vsaki je leko te kdor. Vsaki med nami, kdor posluša, kdor veruje Bogu v iskrenosti, v ponižnosti, v popolnom zavipanje, za tistoga valajo te besede. Tisti je deležen toga, ko nam Božja reč tu pravi. 3 obečanja so nam na razpolago v toj vrstici. 3 obečanja, od 4 se sami odločamo, čemu jih deležne ali ne. Večno življenje, opravičenje in prestop iz smrti v življenje. In ta tretja stvar, tej prestop pogojuje ostale dve. Znate, Božja beseda je vsikdar povezana med seboj. Eno drugo ne izključuje, pač pa je vse povezano med seboj. Če si enoga deležen, imaš možnost, da si deležen drugoga. In če si toga drugoga deležen, je prvo isto tvoje. Tako je Božja beseda vsikdar povezana med seboj. In Božje pogoje so tudi tesno povezane med seboj. Kako je tudi ta nagrada povezana med seboj? Še enok se vrnemo k Adame in Eve. Njiva sta zavolo neposlušnosti, zavolo nevervanja, kada se zgodilo nekaj strašnega v njihovem življenju, njiva sta morala nositi ene večplastne posledice. Ne samo eno posledico, pač pa več stvari se je te zgodilo v njihovem življenju. Najprej sta prišla do spoznanja, kaj sta nagiva. Torej je prišla sramota v njihovo življenje. Te dole mogla sta se skrivati. Zavolo te sramote sta se mogla skrivati. In še nekaj. Začala sta valiti krivdo eden na drugoga. Začala sta se izgovarjati. Je ne to isto ještě dnes? Kad se dose kaj zgodi v našem življenju, dokaj naštimamo, kad tako po domače povem, kad se te začamo vygučati, izgovarjati. In dole na zemljo je prišlo prekletstvo. In Eva je dobila sporočilo, kada
trpela bolečine ob rojevanju otrok. In še dole, Adame je bilo sporočeno, kada je mogel žmetno delati za svoj kruh. Na levce pridete do svojega kruja, pridemo do svojega kruja? Ne. Moramo ga žmetno delati. Znači, to se vlče do nas in da se še dole vleklo. In še dole. Njiva sta živela do tistega trenutka v enom Božjem življenju, kad tako povem. Ali te je prišla smrt. Podvržene je človek bil smrti. In še nekaj strašnega se je zgodilo. Bila sta izgnaneva iz raja. Znači, odstranjeneva sta bila iz Bože prisotnosti. Ja, dragi moji, to se je zgodil prestop iz življenja v smrt. Ali Jezus edini je bil zmožen, kad se to popravi, kad se to znova postavi na pravo mesto. Edino on je bil toga zmožen. Zato pravi, kad po zavipanju njeme, po poslušnosti njeme, po veri v njegovo besedo in delo, ne samo v besedo, pač pa v njegovo besedo in delo, leko on znova vzpostavi takšno stanje, tisto stanje, kak je bilo tom v Edeni uničeno. Ali je, dragi moji, to ne eno čudovito sporočilo? Ono Bog dava, ne to ena dobra novica za vsakoga. Bog, no, dragi moji, svojoj besede dava dobre novice, dobra sporočila. Naj Bog še na svete, ko ninder ne te našle. Ninder toga ne te našle, ko najdete v Božjem sporočile. Na tom svete te sigdar naletele na zahteve, na pričakovanja, kad te ti imele nikše ugodnosti. Sigdar bodo ene zahteve, bodo ena pričakovanja. Bog pa dava popolno svobodo glede naših odločitev, ali Bog dava tudi svarilo glede napačnih odločitev. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Dragi moji, Jezus v toj vrstici guči v sedanjike. V sedanjike, ne od nikše daljne prihodnosti, pač pa guči v sedanjike. Kdor posluša, zoj, gnez v tom trenutku, kdor veruje, zoj, ne inog v bodočnosti. Ima, pravi, ima, ne kad je imel, pač pa ima večno življenje. Guči pa tudi v bodočnosti. Ne pride v obsodbo, torej ima že gnez, že zoj sigurnost. Sigurnost toga večnega obstoja. Tej večne prisotnosti v Božjem kraljestvu. In tu je še te odločilne, je prestopil. Je prestopil. Prestop se je že zgodil. Človek več ne pripada kraljestvu smrti, pač pa je v kraljestvu življenja. Aleluja! V kraljestvu toga Božjega, toga večnega življenja. Dragi moji, negujmo v svojem življenju to sigurnost vsakodnevno, ka se štere ne bi oddaljil od toga, od tej sigurnosti. Negujmo to. Negujmo to večno življenje. Negujmo s tem, kar se poglabljamo v Božjo besedo, kar raziskujemo. Gospod, ko mi ti še imaš povedati za moje življenje stjov, ko da še vodilo za mene na toj poti.
na šteroj se nahajam, na šteroj odem, na kakšen način naj živim, ko je tvoj namen za mene. Božji namen, dragi moji, največji Božji namen in Božje sporočilo je ljubezen. Janez 3,16 tok pravi, kaj je Bog tok ljubo tej svet, kaj je dal, najdragocenejše, ko je imel. In koliko bolje je važno za mene, za tebe, da ti jaz in ti dava Bog je na razpolago, ne za voljo toga, ka unika prisiljava, pač pa iz ljubezne do njega in tudi iz ljubezne eden do drugega. In tiste, štere še nema te sigurnosti, glede svoje večnosti, štere še nema sigurnosti, da se je te prestop že zgodil v njegovom življenju, tiste ima v Božoj besedi prave smernice. Tiste ima tu prave usmeritve, Jezus nam dava prave smernice, kako se lahko to dosegne. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. No, nas Gospod po svojem svetom duhu sigdar usmerja v tom, kar niti eden štere čuje njegovo besedo, ne da zgrešil toga pravoga cilja. Amen. Amen. Moj nebeški Oče, hvala je Tebe za Tvojo drago sveto reč. Štero se nam tu nekog vodilo na našoj poti odrešenja, na našoj poti do večnega življenja. Pomagaj nam, pomagaj mene, pomagaj vsakome med nami, vsakome štere posluša Tvojo besedo, ka za istino ne bi zgrešili toga pravoga cilja. Pomagaj nam, ka razumemo, kot Ti praviš v naše življenje. Ka razumemo, kot Ti pričakuješ od vsakoga, štere čuje Tvoje sporočilo. Pomagaj nam, ka napravimo pravilen odziv, ne samo enog davno, pač pa vsakom dnevi znova in znova, ka se pravilno odločimo za to, ko je Tvoja sveta vola. Blagoslovi vsakoga, štere posluša Tvojo besedo. Blagoslovi tiste, Gospod sveti, štere trpijo, štere so v nemočnosti. Blagoslovi tiste, dotekni se vsakoga toga življenja. Gospod, dragi, kaj bi za istino vsi vkuper prišli do toga večnega cilja pri Tebe. Hvala je Tebe za to jutro, hvala je Tebe, ka boš z nami tu naprej in pomore nam, da se mi odločimo biti s Tjo. Amen.